Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Slovensko muzejsko društvo je sredi meseca maja v Narodni galeriji v Ljubljani podelilo stanovske nagrade na področju muzejstva. Najvišjo, Valvazorjevo nagrado, za življenjsko delo so letos podelili Ivani Leskovec, dolgoletni direktorici Mestnega muzeja v Idriji, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan, lep pozdrav. Povejte nam, gospa Ivana, s kakšnimi občutki ste sprejeli to nagrado? Mislim, da je bilo okrog 200 ljudi, ki so vam stoječe ploskali. Ja, dogodek sem pravzaprav zelo čustveno doživljala. Sama nagrada je bila zame bolj kot ne presenečenje, moram pa reči, da sem jo iskreno vesela. Dogodek v Narodni galeriji je bil res slavnosten, predvsem sem bila tudi vesela zato, ker so me za nagrajenko predlagali pravzaprav moji sodelavci, muzejski kolegi, ki so v mojem delu prepoznali nekaj, kar je več, nekaj, kar je nad običajnim, in to je potrdila tudi komisija, ki pri Slovenskem muzejskem društvu podeljuje Valvazorjeva odličja. Če iščemo začetke tega vašega ukvarjanja z zgodovino, z muzejstvom, morava na Cerkljansko, od tam ste doma. Ja, res je, sem prava Cerkljanka, rojena v Cerknem. Začetki, lahko bi rekla, da greva kar v gimnazijska leta. Kot gimnazijka sem že takrat sodelovala pravzaprav z muzejem, kot turistična vodička sem delala in obiskovalce vozila v Partizansko bolnico Franjo. Predvsem pa me je na pot muzejstva ali pa vsaj študija etnologije zaneslo leto 1978, poletje. Nekaj gimnazijskih dijakov je kot spremljevalcev sodelovalo pri raziskovalni nalogi študentov etnologije in Slovenskega etnografskega muzeja o partizanskem gospodarstvu. Ti študenti so takrat živeli v Labinjah, Novakih, Počah, Trebenčeh in mi, domačini, smo bili njihovi spremljevalci, nekako kontakt s terenom, včasih smo tudi kakšne jezikovne zagate pomagali razrešiti. In do takrat sem bila sveto prepričana, da bom jaz nekoč, ko bom velika matematik. To se je spremenilo in moram reči, da mi ni žal. Čeprav tudi smisel za matematiko pri vašem kasnejšem delu direktorice muzeja najbrž nekaj smisla je pametno imeti, ne? Mi je prav prišel. Študij na Filozofski fakulteti, še prej ste končali gimnazijo v Idriji, potem pa študij na Filozofski fakulteti etnologija. In zgodovina. In zgodovina. Ja, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana etnologinja in profesorica zgodovine. Tam ste si ob zaključku pridobili, so vam podelili pravzaprav študentsko Prešernovo nagrado. To ni kar tako. Ja, pridelala sem si jo. To je bila za svoje diplomsko delo o Cerknu in Cerkljanih v prvi polovici 20. stoletja oziroma natančneje 1910-1945. Gre pravzaprav za eno zelo natančno, po drugi strani pa analitično topografsko delo. Obdelala sem vse cerkljanske domačije, vse hiše v Cerknem, se ukvarjala s tem, s čim so se preživljali, ne vem, kolikšne so bile posesti, poiskala neke specifike, značilnosti domačije oziroma ljudi, ki so izstopali. In če danes pogledam, seveda bi marsikaj še drugače naredila ali pa bi bilo marsikaj za dodelati, vendarle za tiste razmere in v tistem času je bila naloga očitno dobro narejena, za kar sem, kot sem rekla, pridelala si to Prešernovo študentsko nagrado Filozofske fakultete. Je pa najbrž naloga kot gradivo dragocena. Še danes?
Vsekakor, vsekakor. Jaz sem pri tej nalogi pregledala cel kataster, številne sodniške zapise, ogromno časopisnih člankov, časopisov, ki so v tistih letih izhajali, tako da predstavlja vir za bolj spodobno delo na to temo, kdorkoli bi se tega lotil. Ob tem, moram priznati, sem obdelala tudi številne množico fotografij, starih fotografij, s pomočjo informatorjev identificirala različne stavbe, predele Cerknega, zapisala njihova posebnosti in te fotografije so bile na ta način potem v muzejski zbirki oziroma muzejski fototeki tudi natančno dokumentirane. In to je, če lahko navežem, že tisto, kar sem pravzaprav začela potem kot študentka v muzeju tudi delati in kot začetek svoje profesionalne poklicne poti, zaznamuje tudi tovrstno delo s fotografijami. To je bilo leta 1984, ste tako oboroženi s tem znanjem, s temi izkušnjami že prišli kot praktikantka najbrž v mestni muzej v Idrijo. Jurij Bavdaš je bil najbrž takrat direktor. Kakšni so spomini na tega enkratnega moža? Jurij Bavdaš je bil direktor mestnega muzeja Idrija. Moram reči, da najine poti, seveda so se zaradi mojega predhodnega dela že srečevale predtem. Ko sem prišla v muzej, sem si rekla, jaz se bom ukvarjala s čipkarstvom. Seveda sem bila etnologinja. To je bila tema, o kateri smo vsi vedeli, da je za Idrijo nekaj posebnega, da pa nimamo prav dosti v roke vzeti. No in Jurij Bavdaš se na začetku ni čisto strinjal s tem in je rekel, čipke bojo malo še moje. Pa vendar sta potem sobivala in bila tudi soustvarjalca vnaprej, ne? Absolutno, z Bavdažem sva lepo sodelovala. Marsikdaj je bilo zanimivo, marsikdaj je bilo vznemirljivo, ker je pač bil to gospod s svojim značajem, včasih eksploziven, včasih ležeren, ampak delati z njim v muzeju je bilo prav prijetno. Vsekakor je zaznamoval čas, v katerem je bil v Idriji kot vodja muzeja. Tudi razvil ga je konec koncev do neke mere muzej se je v času njegovega direktorovanja razvil, spremenil. Ja, seveda. Če govoriva recimo tudi o času, ko sem jaz začela kot kustosinja v muzeju, se pravi, ali pa začetek 80-ih let, je čas, ko se muzej pravzaprav kadrovsko krepi. In to je bilo za časa njegovega ravnateljevanja. Bavdaš je bil še ravnatelj muzeja. Takrat so bili zaposleni prvi kustosi, ne vem, če se spomnijo kolega Tomaža Pavšiča, sama Bevka, tudi mojega direktorskega predhodnika. Potem sem bila pa že jaz in potem nekaj časa ni bilo nič. Potem pa spet. Po odhodu sama Bevka na mesto župana je bil razpis za novega direktorja in ste se prijavili pogumno ali je bilo to pričakovano? Ne, pogumno. Pogumno. Takrat sem bila stara še ne 35 let. Spremljala sem že prenovo Partizanske bolnice Franje po velikem naravnem podoru, ki je zasul dostopno pot in del poti. Spoznala sem v bistvu delo na vseh muzejskih objektih, ki jih ni bilo malo, ki jih je bilo takrat v tistem času še bistveno več kakor danes. In mislim si, da sem pogumno stopila v zelo velike čevlje. Bila ste direktorica do leta 2022, do lanskega leta. To je dolgo obdobje. Ja, to je dobrih 27 let. Redki so tako dolgotrajni, tako vzdržni direktorji v muzejskih inštitucijah, ampak nekaj jih je pa bilo že pred mano. Govorim o drugih slovenskih muzejih, seveda. Ta vaš muzej, lahko rečem vaš, se ponaša s tem, da upravlja kar 8 objektov
kar naj bi bilo veliko več kot primerljivi muzeji drugje po Sloveniji. Ja, če smo prav natančna, v tem trenutku je zdaj to 7 objektov. Jašek Frančiške, kjer gostuje muzej z svojim tehniškim oddelkom, pač ni v muzejskem upravljanju, ampak je v upravljanju CUTH-HG. Praviloma muzeji sicer upravljajo z muzejskimi zbirkami ali pa muzejskimi razstavami, ki so postavljene v drugih objektih. Zelo malo pa je muzejev, ki sami skrbijo za tolikšno količino zgradb, stavb, spomenikov kot Mestni muzej Idrija. In naši spomeniki so, ne vem, na izpostavljenih lokacijah, to ni sredi mesta, to ni urbano okolje. Če se spomnimo Partizanske tiskarne Slovenije, Franje, nenazadnje Bevkove domačije, v smislu upravljanja in vzdrževanja ne samo izzivi, tudi težave in problemi. Nepoučeni občani bi pomislili, da v muzeju skrbite samo za vodenje otrok, ko pride na majski izlet in se vaše delo konča. To pa je daleč od resnice. Ja, stereotipno vprašanje, se bojim, da še danes kdaj doživimo, kaj pa delate po zimi, ko ni turistov, a ne? Omenila sva že en del muzejskega dela, se pravi upravljanje z spomeniki oziroma z objekti nepremične kulturne dediščine. Drugo, ki pa je pravzaprav prvo na seznamu muzejskega dela, pa je skrb za premično dediščino. Se pravi zbiranje, hranjenje, varovanje in prezentacija gradiva, premičnega gradiva, predmetov, za področja, za katere smo zadolženi oziroma za katere smo pooblaščeni. Pri nas je to zgodovina, etnologija, likovna umetnost, tehniška dediščina. To so področja, ki jih pokrivamo tudi s kustosi in področja, s katerih pač zbiramo predmete v skladu s poslansko politiko, ki si jo vsak muzej sam zapiše, predstavi, jo vsake toliko časa tudi aktualizira. Skratka, naša naloga je ohranjati sledi časa v prostoru, v katerem živimo in delamo. Ko ste omenjali delovna področja, niste omenili arheologije. Tukaj še vedno zeva kadrovska praznina. Ni kadrovska praznina dobesedno, ampak to je področje, ki sem si ga kot direktorica muzeja vedno želela pridobiti za naš muzej, da bi postal pooblaščen muzej tudi za področje arheologije, kajti za teren Idrijskega in Cerkljanskega velja, da je nekako bela lisa v teh arheoloških oziroma v pradavnih časih. Vendar delno temu botruje dejstvo, da nismo imeli ljudi, ni bilo strokovnjakov, ki bi ta teren kontinuirano in strokovno obravnavali. Bili smo predmet zanimanja, ne vem, v preteklosti Avstrije, Dunaja, Italije, v zadnjem obdobju seveda se s tem področjem ukvarja na eni strani Narodni muzej Slovenije, vemo, da arheološka dediščina divjih bab spada v njihove zbirke. Uradno ali pa formalno pa je za pokrivanje tega področja pooblaščen Pokrajinski muzej v Novi Gorici. Jaz sem želela, da bi arheologijo in naravoslovje, kajti z naravoslovjem se v Idriji pogosto kitimo kot, ne vem, Idrija, botanične Atene, Idrija, zibelka naravoslovja, vendar tudi na tem področju nimamo še zagotovljene strokovne, konstantne skrbi za dediščino teh dveh področij. Predmete, ki jih pridobite in spadajo v te vaše skupine, morate nekje urediti, jih restavrirati, hraniti, popisati, pravilno hraniti. Več let že opozarjate na to, da muzej nima primernih, ali pa ne v zadostni meri, primernih depojev. Ja, to je
velik problem. Sicer na splošno se slovenski muzeji ukvarjajo s problemom hranjenja gradiva, no, naš muzej pa res daleč od tega, da bi imel zadostno količino in primerne prostore. Naši depoji so v drugem nadstropju stare osnovne šole, nekaj prostora imamo najetega v samem mestu, nekaj malega je v Cerkljanskem muzeju, vendar to pomeni, da imamo velike težave z hranjenjem, predvsem pa danes tudi z zbiranjem oziroma pridobivanjem velikih predmetov. Na eni strani rudniške dediščine, ki še vedno obstaja in bi bila potrebna, da se shrani v muzeju, na drugi strani pa tudi, ne vem, recimo veliki kmečki stroji, naprave, obrtniški stroji, naprave, nekaj, kar se je zdaj z leti pokazalo, da že sodi v muzejske zbirke. Pravzaprav tega ne moremo zbirati, ker bi bilo neodgovorno, nimamo prostora, kamor bi to shranili, nimamo prostora, kjer bi potem to v nadaljevanju obdelovali. V času vašega direktorovanja se je korenito uredilo grajsko poslopje v Idriji, obnovili ste muzejsko hišo v Cerknem, Kanomelske klavže, ogromno teh povsem gradbenih projektov ste vodili, ste bili zraven in ste jih usmerjali. Ja, pri vodenju oziroma pri načrtovanju teh spomeniško-varstvenih del moram reči, da mi je bilo veliko pomoč oziroma vodilo stanje, ki sem ga ob zaključku Bevkovega direktorovanja podedovala v muzeju. Takrat je namreč je bil v polnem teku program še vedno, ki se je zastavil ob praznovanju 500-letnice Idrije. Idrija je takrat imela velikopotezen in obsežen načrt na področju kulture, kaj vse se bo postorilo. In program objektov kulturne dediščine, ki so potrebni obnove, oživitve, revitalizacije, bil takrat narejen in je lepo tekel in z sredstvi Ministrstva za kulturo, občinskimi sredstvi, se je to delo, ne vem, tudi pod mojim direktorovanjem, moram reči, uspešno nadaljevalo. Sama sem videla potrebo, nalogo, cilj, da ti spomeniki, za katere smo pravzaprav bili zadolženi kot upravljavci, dobijo spodoben videz in da je predvsem v strokovnem smislu zanje ustrezno poskrbljeno. To pa pomeni ne samo, da so gradbeno obnovljeni, ampak da imajo vso potrebno dokumentacijo, ki jo pač spomeniki potrebujejo. Je pa zanimivo, ko pride obiskovalec na grajsko dvorišče ali če se sprehodi okrog vaše hiše, muzeja v Cerknem, stopi v svet glasbe pravzaprav, ne? Ta spoj med glasbo, glasbeno šolo in muzejstvom ste v obeh krajih posrečeno skombinirali, ne? Ta model je bil, ja, že v preteklosti je pravzaprav obstajal. Začetki Cerkljanske muzejske hiše oziroma Cerkljanskega muzeja so postavljeni v staro osnovno šolo, v katerem je v enem kraku bila tudi glasbena šola. Tudi na gradu je že pred obnovitvenimi deli glasbena šola gostovala v gradu. In model se je izkazal za uspešen, sobivanje za učinkovito, tako da na tem področju pravzaprav nismo izumljali, odkrivali tople vode. Partizanska bolnica Franja je eden od paradnih konjev muzejske stroke, pa ne le v občini, regiji, tudi v Sloveniji ima zelo velik pomen. Dve veliki naravni nesreči sta jo prizadeli, v obeh je zmagala pravzaprav Franja. Ja, zmagala je sporočilnost oziroma poslanstvo Franje. Zmagalo je tisto, s čimur se je Franja, če smem kar tako nadaljevati, prislužila znak evropske dediščine. To veliko prestižno
priznanje Evropske skupnosti, ki je pravzaprav v tem prostoru enakovreden UNESCO-vi znački. Namreč Franja sama na sebi ni samo ni samo materialna dediščina, niso samo gradbene elementi, niso samo barake, ampak je zgodba o tovarištvu, solidarnosti, o multikulturnosti, o toleranci, in to je tisto, kar je danes naše glavno poslanstvo pri Franji. Seveda ohranjati spomenik, spomeniško-varstvene, spomeniške lastnosti teh objektov, ampak mladim rodovom, tujim obiskovalcem predajati to, kar je Franja dejansko v času druge svetovne vojne pomenila. Humanost. In Franja je spomenik humanosti. Franja pa niso samo, kot ste že rekli, samo barake in dostopne poti. Gre za širše območje, ki ga je treba umno upravljati, upravljavski načrt. Vi ste izdelali ta dokument v muzeju, pa so ga na občini v Cerknem kar nekje založili v enem od predalov. V času, ko se je po tej drugi naravni nesreči, se pravi po povodnji leta 2007, Franja obnovila, je zaključek Franje oziroma zaključek teh obnovitvenih del je bila tudi izdelava upravljavskega načrta, ki je bil za takratne razmere zelo dober dokument, ki je vključeval vse bistvene elemente upravljanja, se pravi ne samo upravljanje s to materialno dediščino, ampak tudi upravljanje s kadri, s financami, skratka celokupen, predvsem pa upravljanje s turisti, recimo, kar je lahko zelo zahtevna naloga, če jih je preveč, če ogrožajo spomenik. No, ta dokument je čakal ali pa še čaka na občini Cerkno, da se ga na nek način sprejme, potrdi. Danes je sicer najbrž potreben malo aktualizacije, vendar temelji za uspešno ali pa pravilno upravljanje tega spomenika so pa narejeni. Vrsto let ste sodelovali tudi pri zamisli za vpis Idrije in dediščine živega srebra na listo svetovne dediščine pri UNESCO. Ta projekt se je uspešno zaključil, izvedel. Veliko ste takrat najbrž spoznali tudi kaj novega. Moram reči, da začetki vpisa Idrije na UNESCO seznam segajo že v letu 1994. Že takrat sem sodelovala v sicer takrat zelo ozki ekipi ljudi, ki je pripravljala vpis na poskusni seznam pri UNESCO, in Idrija kot rudarsko mesto je bila takrat vpisana na poskusni seznam. Kasnejših aktivnosti na tem področju oziroma v zvezi s tem v nadaljnjih letih ni bilo prav veliko, čeprav občasno smo zmeraj obudili to temo, ampak nekako očitno ni bil čas pravi, ni še dozorelo. Ko je pa leta 2006 z Ministrstva za kulturo prišla prva pobuda, da je Idrija povabljena na razgovor v Almaden, ker se tudi oni pripravljajo ali pa bi radi vpisali na UNESCO seznam, pa je bil očitno čas pravi. Takrat sem bila v tej ekipi pripravljavcev tako rekoč od začetka do konca. V zadnjem obdobju, tik pred vpisom, sem delovno skupino tudi sama vodila. Tudi v nadaljevanju sem kot predstavnica muzeja sodelovala v tem upravljavskem telesu, ki je za to potreben. Vpis na UNESCO seznam je svojevrstna izkušnja. Za Idrijo je bilo to na eni strani, bi lahko rekla, relativno enostavno delo, kajti
na temo zgodovine Idrije, tehniške dediščine, produkcije živega srebra, z vso povezano kulturno dediščino in dejavnostmi v Idriji je bilo napisano nešteto razprav, poglobljenih razprav, temeljnih študij, tako da je pač ustrezne podatke potrebno samo odbrati in jih zapakirati na ta prav način in jih odposlati v Pariz. No, veliko večja umetnost, vsaj za nas v Idriji, pa je bilo to zapakirati na ta prav način. UNESCO ima seveda svoje propozicije, UNESCO ima navodila, kako se to naredi, predvsem pa je potrebno razumeti način funkcioniranja te ogromne inštitucije in pri tem smo se vsi učili. V izjemno veliko pomoč je bilo sodelovanje ekspertov, prav operativcev, če lahko rečem, z Ministrstva za kulturo, ki so tega seveda nekoliko bolj vešči, kakor mi v Idriji, ampak kljub temu, če se spomnimo, je bila kandidatura Idrije 2-krat neuspešna, v 3. poizkusu leta 2012 pa smo potem bili vpisani. Nekoliko manj znano je, da ste bili poleg tudi pri vpisu čipkarstva, sicer slovenskega čipkarstva, tudi na listo UNESCO. Na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine je vpisano klekljanje čipk v Sloveniji. V tej ekipi za pripravo te nominacije smo sodelovali pravzaprav ljudje, ki smo predtem pripravljali vpise za slovenski register nesnovne kulturne dediščine. V tem registru sta vpisani 2 enoti, ki se nanašata na klekljanje. Eno je klekljanje idrijske čipke, ki smo ga pripravili mi v Idriji, in drugo je klekljanje slovenske čipke. Ministrstvo je potem združilo ti 2 ekipi s svojim znanjem ali pa še bolj izkušnjami, ki sem jih imela iz vpisa Idrije na UNESCO seznam, sem pri tem lahko seveda veliko pripomogla oziroma sodelovala, ne samo v strokovnem pogledu, vsebinskem, ampak tudi tem tehničnem, logističnem, tako da ta vpis je bil v primerjavi z Idrijo seveda bolj enostaven, manj obsežen, je pa zahteval veliko dela, kajti predvsem temelji ta vpis na sodelovanju javnosti, na pripadnosti ljudi k tej obrti, znanju, veščini, spretnosti, karkoli pač že vpisujemo. In poglavitno je, da nosilci teh znanj na terenu sodelujejo, predvsem pa, da so oni tisti, ki ohranjajo to dediščino. Tam nimamo nobene posebne vloge, ne muzeji, ne šole, ampak so dejansko, poenostavljeno rečeno, naturščiki tisti, ki so nosilci tega vpisa. Pomembno vez med občani, med naturščiki, kot ste rekli, in vašim strokovnim delom predstavljajo tudi knjige. V muzeju ste imeli bogato založniško dejavnost, tako knjig, publikacij, kot tudi posebnost v tej zbirki so idrijski razgledi. Ja, če začnem pri idrijskih razgledih, bi rada rekla, da sem ponosna na to, da smo v Idriji uspeli vsi, ki smo pri idrijskih razgledih delali, vključno s financerji. Naš glavni financer je občina Idrija, v zelo majhni meri občina Cerkno, in številni sponzorji in donatorji, ki so se pri tej aktivnosti, moram da reči, zelo izkazali. Velikokrat je bil izid idrijskih razgledov odvisen od zunanje finančne pomoči, da smo kljub vsem težavam uspeli to revijo ohraniti. Domozdanska revija, najstarejša tovrstna revija, ki izhaja na Primorskem, in sama sem bila dolga leta tudi glavna urednica, odgovorna urednica,
skupaj z ekipo drugih urednikov, predvsem pa velikim sodelovanjem in pripravljenostjo ljudi, avtorjev, da pišejo prispevke za idrijske razglede. In če se zdaj ozrem na teh, zdaj je že skoraj 70-letnikov idrijskih razgledov, začeli so izhajati leta 1956, na vso to biro napisane besede je to neizmerno pomemben in dragocen vir za proučevanje ali pa spoznavanje zgodovine naših krajev, zgodovine ljudi, ki so tukaj živeli ali pa so se tukaj rodili in potem bili, uspešni v svetu. Ob idrijskih razgledih, kot ste omenili, je muzej izdal kar nekaj knjig. Mogoče bi na prvem mestu omenila knjigo Monografijo o idrijski čipki. Prva v tem nizu monografij ali pa katalogov obsežnih so bila seveda idrijska obzorja. To je tisto delo, ki je rezultat dela muzejskih strokovnjakov. Seveda smo izdajali tudi knjige avtorjev, Kavčič, Ralka, Pfeiffer, Idrijsko zdravstvo, Kordiš o gozdovih, ki se nanašajo na temo Idrije, ampak s ponosom govorimo o publikacijah, ki so tudi nastale pod našimi peresi. Kajti to je bil en naslednji velik preskok v delu muzeja. Prej sva omenila kadre oziroma obogatitev z novimi strokovnimi ljudmi, ki so prišli in so kot kustosi zaposleni v muzeju. Drugi preskok pa je na področju razstavne dejavnosti. Muzej je bil dolgo časa znan kot mesto, kjer so se odpirale kvalitetne, odmevne likovne razstave. Idrija je gostila tudi eno prvih slikarskih kolonij. No, po 80-ih, oziroma še bolje po letu 90, pa muzej začne organizirati in pripravljati tudi svoje lastne občasne tematske razstave, katerih avtorji so muzejski kustosi. 70. leta na Cerkljanskem, medicinske sestre, idrijsko meščanstvo, Prva svetovna vojna. To so vsebine, ki so jih obdelali in razdelali ter za razstavo pripravili muzejski kustosi. Ob teh razstavah pa je vedno izšla tudi publikacija, katalog, nekateri bolj temeljni, obsežni, drugi manj obsežni, ampak vendarle to je ena tistih stvari, skozi katere muzejsko delo ostaja zapisano. Razstavo občasno pospravimo po nekem določenem času, katalog pa ostane. In to je sled v času. Večkrat ste danes omenili besedno zvezo smo naredili. To pomeni, da ste imeli ekipo, da ste imeli sodelavce, da ste ustvarili nek tim, ki se je razumel ne samo strokovno, ampak tudi osebno. Ja, delovno vzdušje v muzeju je prijetno, sproščeno, sicer na trenutke tudi napeto, roki nas vedno znova lovijo, vendarle kot direktorica muzeja kot direktorici muzeja mi je bilo jasno, da posameznik ne pomeni prav dosti. Zato sem pri svojem delu ponosna na to, da sem uspela združevati ljudi, da sem uspela oblikovati program, ki smo mu vsi sledili, da sem uspela prisluhniti ljudem, sodelavcem, njihovim željam, potrebam in smo potem skupaj napisali to zgodbo o 70-letnem muzeju. Muzej letos praznuje 70-letnico. In ne samo to, ponosna sem na to, da je muzej prepoznaven v prostoru, kar smo na nek način seveda dosegli tudi s tem, da smo se mi kot
posamezniki, kot kustosi, kot inštitucija odpirali v prostor in povezovali z posameznimi akterji v prostoru in smo bili odzivni na potrebe tega prostora. Tako da to, da muzej deluje kot ekipa, je vsekakor velika prednost in v tem kontekstu seveda ne morem govoriti, da sem to naredila jaz, ampak to smo naredili mi. Čeprav to nagrado za življenjsko delo so sedaj vaši kolegi podelili vam osebno. Predtem pa je muzej oziroma ste vi dobili tudi kar še nekaj drugih nagrad. Začenjamo ta spisek s Prešernovo študentsko nagrado. Leto 1997 je bilo zanimivo, ko ste kot muzej dobili, in vi ste ga takrat vodili, Mikeletijevo nagrado za najboljši evropski muzej na področju tehničnih muzejev. To je bilo takrat kar velik dogodek, ne? Ja, to je bilo prav za naš muzej eno veliko spoznanje, kajti torej za to nagrado se je bilo potrebno prijaviti. Prišla je obsežna ocenjevalna komisija strokovnjakov velikih evropskih muzejev. Recimo naš muzej je ocenjeval gospod Wim van der Weyden, ki je bil takrat direktor enega največjih naravoslovnih muzejev v Evropi, v Leidenu. No, treba je bilo zbrati pogum in reči, mi bomo tudi kandidirali, se damo na preizkušnjo. No, in ocenjevalci so nas takrat prepoznali kot tehniški muzej, čeprav smo mi sami sebe kategorizirali kot en splošni muzej. Oni so pa videli prednost ali pa kvaliteto našega muzeja v njegovi tehnični vsebini, tehnični sporočilnosti, obogateni z vsemi temi zgodovinskimi, sociološkimi in etnološkimi informacijami. Ocenjevali pa so seveda v prvi vrsti razstavo 500 stoletij Idrije in rudnika živega srebra, ob tem pa vso našo dejavnost, in bili so impresionirani nad tem, o čemer so v začetku govorila, nad številom objektov, s katerimi naš muzej upravlja, nad raznolikostjo vsebin, s katerimi se ukvarjamo, in nad številčnostjo dejavnosti, ki jih v tem muzeju, za ta muzej in za ta prostor muzej prispeva. Letos vam občina Idrija ob dnevu svetega Hacija podeljuje tudi Mrakovo nagrado. To je najvišja občinska nagrada za življenjsko delo na vašem področju. S kakšnimi občutki jo boste sprejeli? Zahvalo za prepoznano delo in za dodeljeno priznanje. Če pogledamo v prihodnost, kakšni bodo muzeji v prihodnjih desetletjih, v prihodnjem stoletju? Na pohodu je digitalizacija, virtualizacija. Bo še kaj ostalo od teh muzejev? Vsi se soočamo s časom, v katerem živimo. Vsi se sprašujemo, kako z muzejem naprej. Seveda digitalizacija pomeni velik doprinos pri hranjenju dediščine, predvsem premične kulturne dediščine, digitalizacija gradiva, 3D predmeti, ohranjanje vsega tega, in predvsem s tem, ko bomo naše dokumente, zbirke, fotografije imeli shranjene na nekih diskih, na serverjih, bo seveda poenostavljen dostop javnosti do vsega tega gradiva in povečala se bo varnost za tisto predmetno gradivo, ki ga hranimo, ker ga ne bo treba neprestano pregledovati, premikati. Mnenja pa sem, da muzeja v bodoče samo z virtualnimi ogledi, samo z aplikacijami ne bo mogoče doživeti na način, kot doživljamo danes muzej. Zato bo predmet ostal tista sveta stvar, ki jo vsak muzej ima ali pa nima. Zato je tako zelo pomembno, da kot muzej lahko zbiramo in hranimo predmete. Zato seveda rabimo
kot sva na začetku ugotovila, kader in prostor. Znanje pa imamo. Ta izkušnja obiskovalca, turista, da v neposredni bližini spoznava predmet, čuti njegovo zgodovino, ta izkušnja je nenadomestljiva v smislu digitalizacije, najbrž. To je nenadomestljivo v kombinaciji, da ob tem predmetu spregovori pa še kustos, ki je skrbnik tega predmeta, ki je ta predmet na neko razstavo postavil, in ga s predmetom povezujejo osebne zgodbe, torej ta izkušnja je še nekaj več oziroma nekaj dodanega. In temu se želimo približati, kljub temu, da nas tehnologija recimo želi nadomestiti. Zdi se mi, da v teh 30 in več letih, ko ste hodili v pisarno direktorice muzeja v Idriji, niste hodili v službo. Ali ste to svoje opravilo razumeli najbrž kot poslanstvo, kot način življenja? Ko sem v Narodni galeriji prevzela Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo, sem se najprej zahvalila res sodelavcem, ki so me predlagali za to nagrado, ker so v tej utemeljitvi ubesedili pravzaprav ne samo 40 let mojega dela, ampak 40 let mojega življenja. To je bilo moje življenje. Ivana Leskovec, čestitam vam za vse te nagrade, čestitam predvsem za poslanstvo, ki ste ga živeli v tem muzeju in za vse rezultate, ki ste jih v tem obdobju dosegli. V letih, ko boste sedaj tako v pokoju, pa nekaj več miru in seveda pričakujemo, da boste še zmeraj kritično opazovali svet okrog sebe. O tem ne dvomim, kritična sem bila vedno. Do takrat, ko odidem v pokoj, manjka še kakšen dan, ampak kakorkoli veselim se vsakega dne posebej in vesela sem, da ste uporabili to dikcijo živela muzej, ne živela z muzejem, živela sem muzej. Hvala za pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa nasvet, če imate čas, pojdite v muzej in do takrat seveda srečno.